Oja, žal moram temu pritrditi, da je res tako. Ljudje resnično obiskujejo urgenco tudi zaradi čisto navadnih prehladov, ampak ne samo zaradi prehladov, tudi zaradi pikov komarjev, odstranjevanja klopov, izpiranja ušes, blago povišene telesne temperature, žuljev, otiščancev, poškodb, ki so nastali pred več meseci. Tudi zaradi slabega zadaha smo že imeli tak primer. Lahko pa preprosto tudi samo zaradi tega, ker bi se radi prepričali, če so dovolj zdravi, da gredo lahko naslednji dan na počitnice. Približno 2/3 takih pacientov, ki pridejo na urgenco, so neupravičeni. Vsi ti bistveno podaljšajo čas čakanja na obravnavo tistim, ki pa urgentno obravnavo resnično potrebujejo. Na tak način je porušena solidarnost do hudobolnih in poškodovanih sodržavljank in sodržavljanov. In kot po pravilu, ravno ti neurgentni pacienti so najbolj nezadovoljni z našimi uslugami in se najbolj pritožujejo nad dolgim čakanjem. In še nekaj, nemalokrat se zaradi popolnoma banalnih težav zglasijo sredi noči, ker že vnaprej vedo, da bodo takrat najmanj čakali. V strokovne odločitve takih napotitev strani osebnih zdravnikov se raje ne bi spuščal. Običajno to utemeljujejo s pomanjkanjem časa, da bi svojim pacientom lahko priskrbeli ustrezno specialistično obravnavo. In to delo raje prepuščajo na zaposlene v urgentnih centrih. S tem seveda pripomorejo k večji gneči na urgencah, pa tudi k večjemu nezadovoljstvu svojih pacientov. Saj zdravstvene oskrbe v urgentnih centrih taki pacienti ne morejo dobiti in domov odidejo praznih rok. Od pacientov pa nemalokrat slišimo tudi to, da jih je osebni zdravnik zaradi preobremenitve z delom zavrnil in jih sploh ni pregledal, temveč jim kar po telefonu preusmeril na urgenco, češ, saj vas bodo žal pogledali. Seveda je to povsem nedopustno, tako po strokovni kot tudi po finančni plati. To je zmotna ugotovitev. Nenujnih pacientov nikakor ne odrivamo od urgenc. Z obveščanjem javnosti želimo doseči le to, da bi ljudje razumeli razliko, kdaj se pacienti morajo zaradi svojih lastnih težav zglasiti pri osebnem zdravniku in kdaj je bolje, da obiščejo urgenco. Seveda pa je najbrž vsakomur jasno, da urgentni centri niso pravi naslov za skrajševanje čakalnih dob. Saj v urgentnih centrih lahko dobite samo urgentno obravnavo, ne pa tudi vseh diagnostičnih in terapevtskih postopkov, ki jih dana bolnišnica lahko premore. Torej, čakalne dobe pri izbranem osebnem zdravniku ne bi smelo biti. Akutno zboleli pacienti se pri njem lahko oglasijo brez naročanja. Odgovor je vsekakor ne. Urgenca namreč ni nadomestilo za osebnega zdravnika. Nenujni primeri, ki zahtevajo zdravniško oskrbo, morajo vedno biti obravnavani v zdravstvenem domu, pri osebnem ali pa pri nadomestnem zdravniku. Preprosto rečeno, urgentna stanja so vsa tista stanja, ko je ogroženo življenje. Naj naštejem samo nekaj primerov. Srčni zastoj in zastoj dihanja, motnje zavesti, dušenje, nenadno nastale motnje srčnega ritma, nenadno poslabšanje dihanja, nenadne bolečine v prsih, hude bolečine v trebuhu, krči z motnjami zavesti, nenadna ohromelost ali otežen govor, hude poškodbe, krvavitve, nenaden hud glavobol z bruhanjem in motnjami zavesti, obsežne opekline, udar električnega toka ali strele, podhladitve, vročinski šok, zastrupitve, hude alergijske reakcije, utopitve in pa tudi nenadne spremembe v vedenju pacienta, ki bi lahko ogrožala sebe ali pa tudi okolico. Po pravilih, če ste v dvomu, ali gre za urgentno stanje ali ne, je pravilno, da se najprej posvetujete s svojim osebnim zdravnikom ali zdravnikom, ki ga takrat nadomešča. V primeru njunih odsotnosti pa za nasvet lahko pokličete zdravnika v ambulanti za hitre preglede v urgentnem centru, ta vam bo sigurno znal pravilno svetovati. Vsak urgentni center ima sebi nekoliko prilagojeno organizacijo dela, vendar pa je osnovni potek povsod podoben. Če lahko na kratko orišem, kako to v praksi izgleda.
Po opravljeni administrativni prijavi pacienta najprej sprejme posebej usposobljena triažna medicinska sestra, ki opravi triažni pregled po manchesterskem triažnem sistemu. Uvrsti ga v eno izmed 5 triažnih skupin glede na stopnjo nujnosti, kjer je opredeljen najdaljši še dopustni varni čas čakanja do prvega pregleda pri zdravniku. Tukaj moram posebej poudariti, da triažna medicinska sestra ne postavlja diagnoz. Pacient je nato pogledan v eni izmed osnovnih enot urgentnega centra. Te enote so 3, in sicer v enoti za hitre preglede, v enoti za bolezni ali pa v enoti za poškodbe. Če potrebuje dodaten pregled, pa je napoten k zdravnikom specialistom, ki ne delajo v sklopu urgentnega centra. Pacienti po končani osnovni obravnavi urgentni center zapustijo ali pa so sprejeti na bolnišnično zdravljenje. Posebnost in novost urgentnih centrov pa so še opazovalnice, kjer pacienti dobijo dodatno oskrbo ali pa samo nadzor vitalnih funkcij, preden lahko varno odidejo od nas. Seveda verjamem, nova mreža urgentnih centrov in njihovih satelitov bo nedvomno pomenila boljšo zdravstveno oskrbo nujnih pacientov. Zakaj? Ker v njih dela osebje, ki je posebej usposobljeno za oskrbo nujnih stanj, poleg tega imajo urgentni centri vso sodobno opremo za oskrbo nujnih stanj. Nimajo pa niti prostorov in niti osebja za oskrbo nenujnih pacientov. V bistvu ne, kajti mreža urgentnih centrov in satelitov mora biti narejena tako, da bo enakomerna in primerna dostopnosti ambulante za vse paciente na področju celotne Republike Slovenije. Za nujna stanja mora biti povsod v državi na razpolago tudi mobilna ekipa z reševalnim vozilom, ki se odzove na nujni klic v najkrajšem možnem času. Mreža mobilnih enot bo bolj gosta kot mreža urgentnih centrov in tudi mobilne enote bodo zagotavljale nujno medicinsko pomoč enakomerno za vso državo. Nameščene bodo na vseh krajih, kot že danes, verjetno pa še kje dodatno, ko se bo pokazalo, da dostopni čas ne dosega vnaprej določenega standarda. Torej, v vseh večjih krajih bo poleg urgentnih centrov in satelitov z njihovimi mobilnimi reševalnimi enotami delovala tudi dežurna služba. Zdaj, natančne lokacije in čas delovanja dodatnih dežurnih služb bodo postavljene glede na potrebe prebivalcev, kar pa bo razvidno šele iz analiz obiskov v dežurni službi. Dispečerska služba zdravstva je že ustanovljena, in sicer v okviru Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Imela bo 2 dispečerska centra, enega v Ljubljani in drugega v Mariboru. V Mariboru je center že zgrajen in delno opremljen, manjka le še informacijski sistem. Dispečerski center Ljubljana bo deloval v prostorih nove urgence in se še gradi. Vzpostavitev delovanja dispečerske službe bo postopna. Najprej bo začel delovati dispečerski center Maribor, v Ljubljani pa na začetku omejeno, in sicer na sedanji lokaciji. Kot upamo, oboje še letos. Dokončno delovanje dispečerske službe zdravstva v celoti pa pričakujemo v naslednjem letu. Žal se vzpostavitev dispečerske službe zavira zaradi javnih razpisov, saj jih je zaradi pritožb treba venomer ponavljati. Enotni dispečerski sistem za razliko od sedanjega pomeni, da bo pacient kjerkoli v državi ob enaki težavi vedno dobil enak odziv. Danes se o odzivu odloča na 65 mestih v državi, potem pa se bo o tem odločalo le v eni službi. Če naštejem še, katere so glavne prednosti. Natančno izdelan protokol odločanja, ki vedno daje enak odziv, sočasno sprejemanje klica in v najnujnejših primerih že hkratno pošiljanje najbližje mobilne ekipe na kraj dogodka. Medtem ko je mobilna ekipa na poti, se nadaljuje pogovor z dispečerjem, ki nudi navodila in pomoč po telefonu, tudi navodila za oživljanje. Vse to do prihoda mobilne ekipe na kraj dogodka. In pa dispečer ima pregled nad lokacijami in zasedenostjo mobilnih ekip in lahko takoj pošlje najbližjo ekipo. S tem se prihrani ogromno časa pri telefoniranju in iskanju proste ekipe. V dispečerskih centrih bodo zaposleni dispečerji iz okoliških krajev. Ena od prednosti pri izbiri bo tudi znanje tujih jezikov. V eni izmeni bo hkrati sprejemalo klice več dispečerjev in s kličočim se bo lahko pogovarjal tisti, ki bo jezikovno najbolj ustrezen.
Oba dispečerska centra bosta tudi medsebojno povezana in bosta lahko delovala navidezno kot eden. Torej z enostavnim prevzemom pogovora s strani drugega dispečerja, ki seveda obvlada jezik kličočega.